Večmilijonska goljufija, v katero je globoko vpleteno eno največjih državnih podjetij. Slovenskim železnicam grozi, da bodo v shemi, ki so jo stkale finančne in zasebne povezave, izgubile več kot 10 milijonov evrov. Zunanji opazovalci, ki so spoznali podrobnosti goljufije, se čudijo. Uveljavljeni menedžerji nekaj časa želijo, pa se s takšno stvarjo ukvarjajo. Mislim, to mi je nepojmljivo, ne razumete to. Ne vem, kaj so si mislili, ne vem, da ne bodo dobili ali pa, da če jih že bodo dobili, bodo oni nekaj odsedeli, ampak ti milijoni bodo pa nekje druge, ne vem. Meni se ne zdi, da bi bila to stvar, ki je bila speljana amatersko. Tukaj v bistvu se v zadju mi kažejo neke večje razsežnosti organizirane družbe. Mislim, da je to nek že utečen model in da je zdaj ta model mogoče sam prerasel, da so apetiti postajali čedalje večji in bolj grobi in je zdaj tisti model, ki je bil v začetku mogoče zastavljen, zdaj sam prerasel v take milijonske razsežnosti. Slovenske železnice, prek katerih se pretakajo stotine milijonov evrov, že 13 let vodi Dušan Mes. Del skupine sta tudi podjetji Fairspet in VV-Log. Ti se ne ukvarjata z železnicami, ampak s transportom po cestah, s tovornjaki. Obe je do marca leta vodil Mesov prijatelj, Dejan Peršič. To, da je Peršič ostal do marca, je nenavadno. 5 mesecev prej, 24. septembra lani, je namreč Mesu in drugim vodilnim v slovenskih železnicah priznal, da je zasebnim podjetjem potreboval posle, ki niso bili nikoli opravljeni. Z njegovim podpisom so ta zasebna podjetja od faktoring družb dobila milijone evrov. Pri vseh zgoraj navedenih poslih sem pripoznal dolg za storitve, ki v korist družb Fairspet in VV-Log niso bile nikoli opravljene. Z namenom, da avtoprevozništvo Grandovec Anton SP in Grantran pridobijo premostitveno financiranje oziroma denarna sredstva iz naslova prodaje terjatev. Dve potrdili fiktivnih terjatev naj bi podpisal po izrecnem navodilu in pritiskih Tomaža Kraškovica, ki je bil takrat član uprave Slovenskih železnic. Kraškovic naj bi nanj pritiskal ustno, s klici prek aplikacije Signal. Dve potrdili pa je Peršič sklenil na svojo roko. Skupno je do takrat priznal za več kot milijon evrov fiktivnih poslov. Kaj se je zgodilo potem? Kraškovic, ki vpletenost zanika, je zapustil upravo. Moj odhod s tem posli ni povezan. Gre za popoln konstrukt zgodbice, ki odvračajo resnično problematiko od resnice. Peršič pa je, čeprav je v priznanju podal tudi odstopno izjavo, ostal na položaju. Še 5 mesecev in še naprej je potreboval fiktivne posle. Septembra je bilo tega za milijon evrov, zdaj pa domnevno že za 10 milijonov. Po mojem mnenju je srž problema, da je generalni direktor Dušan Mes pustil na čelu odvisne družbe svojega direktorja, s katerim ga ne nazadnje ne vežejo samo poslovne vezi, ampak tudi tesno prijateljstvo, Dejana Peršiča. Tudi potem, ko je ta se skesal in priznal goljufijo z temi spornimi fiktivnimi računi. Ne čudi se samo novinarka portala preiskovalno.si Barbara Pance, ampak tudi profesor gospodarskega prava Borut Bratina. Odpoklic ali pa sprejem odstopne izjave je stvar, rečemo, enega dneva. Torej, tu jaz ne vidim nekega razloga, poslovnega razloga, zakaj bi, ali pa pravnega razloga, zakaj bi nekdo, ki je storil nekaj narobe in je to razlog za odpoklic, tudi sam ponudi odstop, zakaj ostane še na funkciji. To mi ni logično. Peršič se na telefon ne oglaša. Iskali smo ga tudi v hiši, ki je v njegovi lasti in ima v njej prijavljen naslov. Vrata je odprla njegova žena, ki je bila tudi njegova sodelavka v VV-Logu. Zatrdila je, da z njim nima nič. A glavno vprašanje ni za Peršiča, ampak za njegove nadrejene. Za Dušana Mesa in Gorazda Podbevška, ki je bil v strukturi skupine Slovenskih železnic med Mesom in Peršičem. Kako je lahko Peršič po priznanju ostal? V drugih gospodarskih družbah morajo ljudje z vodilnih položajev oditi že za manjše kršitve ali pa že če sploh ne priznajo kakršne koli krivde ali da so vpleteni v kakšne posle. Morajo v tistem trenutku jih pospremijo iz pisarne, zaklenajo računalnik in morajo oditi, če se kaj takega podobnega zgodi. Zakaj je tukaj minilo 5 mesecev in se je potem to še zmer kolobarilo s temi posli, je meni neznanka. Zdaj, če je to odgovorna oseba ali zastopnik Slovenskih železnic, je v tem primeru imel to možnost odpoklica, pa tega ni storil, je v bistvu prispeval k temu, da je ta škodo ali pa škodljiva dejanje še nadaljeval.
Predsednik nadzornega sveta Slovenskih železnic Gabriel Škof pravi, da od Mesa ne bodo terjali odgovornosti. Po do sedaj znanih podatkih in dejstvih ni razloga za kaj takega po naši oceni. Kako se bodo stvari razvijali v prihodnje, bomo pa videli. V Slovenskem državnem holdingu poudarjajo, da podpirajo tako Mesa kot Škofa, a pred kamero ne želijo. Politiki in večina medijev pa molčijo. Zgovoren je tako molk politike in molk medijev. Sem že omenila, veliki denarji z proračuna prihajajo na železnice in kjer je v igri denar, umolkne ali pa se ustavi odgovornost. Barbara Pance je poročala, da so Slovenske železnice lani medijem nakazale skoraj 700 tisoč evrov in da so se v skupini Slovenske železnice našla dobro plačana mesta za člane skoraj vseh političnih strank in vplivnih omrežij. Po odstopu zaradi afere z razpisom je nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik v Slovenskih železnicah postala vodja kadrovske in pravne službe. Član kabineta Alenke Bratušek Jernej Pavlič je predsednik nadzornega sveta podjetja SŽ Infrastruktura. Omenjeni Gorazd Podbevšek sodi v krog direktorja SID banke Boruta Jamnika, tako kot finančni minister Klemen Boštjančič in šef Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak. Na povezave z SDS kaže dejstvo, da so nekoč ali še vedno v Slovenskih železnicah delali med drugim nekdanji minister za notranje zadeve Dragutin Mate, Silvo Berdajs, dolgoletni sindikalist na železnicah, in Darko Njavro, ki je bil v 90-ih tesen sopotnik Janeza Janše. Najbolj izpostavljen član SD v železnicah je Miha Butara, direktor podjetja SŽ Potniški promet. Z NSI je povezan Aleš Mihelič, ki je bil državni sekretar pri nekdanjem infrastrukturnem ministru Jerneju Vrtovcu, zdaj pa je svetovalec Mesove uprave. Sekretarko v upravi Polono Novak pa mediji uvrščajo v krog ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Treba je priznati, da je o goljufiji s fiktivnimi terjatvami težko poročati. Zadeva je zelo zapletena. Gre za prevaro prek tako imenovanih faktoring poslov, prek odkupov lažnih terjatev do podjetij v skupini Slovenske železnice. Podjetnik Anton Grandovec naj bi prek SP-ja oziroma podjetja Grantran opravil storitve za Fairspet ali VV-Log, na primer prevoz ali nakladanje. Na to naj bi izstavil račun, ki pa naj bi ga bili v Fairspedu oziroma VV-Logu pripravljeni plačati šele čez nekaj mesecev. A Grandovec naj bi potreboval denar takoj, zato se je obrnil na faktoring družbo. Faktoring družbe so podjetja, ki so namenjena prav temu. Plačujejo podjetnikom, ki so opravili storitev in ne morejo čakati, da jim bo zanjo plačal tisti, za katerega so storitev opravili. Ta, torej naročnik, na to račun poravna faktoring družbi. Grandovec je torej prodajal terjatve do Fairspeda in VV-Loga faktoring družbam in od njih dobival takojšnja plačila. Skupno več kot 10 milijonov evrov. Na to bi morala Fairsped oziroma VV-Log faktoring družbam poplačati za storitve Antona Grandovca. Ključno pri tem je bilo, da je direktor Fairspeda in VV-Loga Dejan Peršič potrjeval te terjatve kot resnične, čeprav storitev domnevno ni bilo. Brez njegovih podpisov goljufija ne bi tekla. Mes trdi, da Fairsped in VV-Log faktoring družbam nista plačala še nič, a v faktoring družbah so prepričani, da jim bo milijone uspelo iztožiti. Zares pa se zaplete pri vprašanju, čemu je bila ta shema namenjena, kam je šel denar. Grandovec pravi, da je šlo za dogovor z vrhom Slovenskih železnic. Po njegovem je izvirni greh v poslih med podjetjem VV-Log in podjetjem Planet Trans. Planet Trans je pri VV-Logu tankal velike količine goriva, ki ga ni plačal. Dolga je bilo za več kot milijon evrov. Hkrati pa ne bi bil Planet Trans dolžan drugim podjetjem vsaj še enkrat toliko. Mislim, da v mesecu avgustu smo bili sa strani železnic pozvani na sestanek, na katerem so nas prosili oziroma nam dali pobudo, da bi prevzeli obveznosti podjetja Planet Trans v skupni višini cirka 3,5 milijone, katera bi pokompenzirali z našimi storitvami, bi njim mi odplačali ta dolg, oni bi nam pa na drugih projektih te storitve pa vračali nazaj, poplačevali pač z nekimi boljšimi cenami ali kakorkoli. Grandovec naj bi torej poravnaval dolg, ki ga je imel Planet Trans do Slovenskih železnic. Te pa naj bi mu zagotovile denar za to, prek poslov z boljšimi cenami. Na sestanku mislim, da je bil prisoten takrat Peršič, Dušan Mes, mislim, da je bil celo Kraškovic, pa mislim, da je bil gospod Podbevšek. Planet Trans, ki je zdaj v stečaju, je sicer izvajal dela na gradbišču drugega tira Divača Koper. Bil je podizvajalec podjetja Hmezat TMT, ki ga vodi Domen Prešeren, še en prijatelj Dušana Mesa. Na tej javno objavljeni fotografiji sta skupaj Prešeren in Mes, pa tudi prej omenjeni Miha Butara, pa nekdanji tajnik socialnih demokratov Klemen Žibert in poslovnež Miha Kušar.
Kušar je poslovni partner Francija Kodele, ki je dolgoletni odvetnik Slovenskih železnic. Leta 2022 je Kodela s Slovenskimi železnicami sklenil, kot so poročali mediji, posel življenja. Poceni je od železnic kupil zemljišče v Ljubljani, na katerem naj bi s Kušarjem gradila poslovno stavbo. Franci Kodele je izvedel, da pripravljamo oddajo o slovenskih železnicah in se je včeraj obrnil na nas. Prijazno je opozoril, da bi lahko bila medijem posredovana informacija, da je Grandovec sodeloval pri gradnji hiše očeta voditeljice Tarče Erike Žnidaršič. Ta informacija je lažna. Grandovec zagotovo ni svetnik. Pred našo kamero je stopil v ponedeljek. V torek pa je na ljubljanskem okrožnem sodišču priznal krivdo v drugi zadevi, za dajanje podkupnin pri tehničnih pregledih. S kontrolorjem tehničnih pregledov se je dogovoril, da bo njemu in drugim preglednikom za vsako vozilo svojega podjetja, ki ga bodo pripeljali na pregled, plačal 100 evrov, če bodo potrdili njegovo brezhibnost. Kaj se je danes zgodilo na sodišču? Boste dali kak komentar? Neuradno Grandovca mnogi njegovi poslovni partnerji iz Slovenskih železnic in iz drugih podjetij diskreditirajo kot spornega in neverodostojnega podjetnika. Slišati je tudi, da naj bi celotna goljufija nastala kot njegov poskus, da bi se rešil lastnih dolgov. Dve njegovi podjetji sta od maja v prisilni poravnavi. Še predtem pa je Grandovec betonarno v ljubljanskih Jaršah prodal novomeškemu podjetju CGP v lasti premožnega Darija Južne. A kljub temu je dejstvo, da so vodilni na Slovenskih železnicah z Grandovcem že dolgo poslovno in zasebno povezani. Jaz poznam vse, ne. Jaz sem na železnicah delal, se pravi 20-25 let, jaz sem bil preden je mes prišel, pa sem poznal že 5 direktorjev prej, pa jih tudi njega poznam in pred Kraškovicom, kateri so bili. Pač poznamo vse, ne, se srečujemo, se pogovarjamo o raznih problemih in težavah. Potrdil je tudi, da je sodeloval pri gradnji hiše tako Dušana Mesa kot Tomaža Kraškovica. Jaz sem izvajal dela, za katera smo usposobljeni, to se pravi skop, rušenje. Poslovanje Grandovca s Slovenskimi železnicami se je v lanskem letu povečalo. Še v decembru, 2 meseca potem, ko je Peršič priznal, da sta skupaj goljufala, je gradbeno podjetje Slovenskih železnic z Grandovcem sklenilo pogodbo za skoraj 1 milijon evrov brez DDV. Ali je to plod domnevnega dogovora z vodstvom Slovenskih železnic o poslih z dobrimi cenami? Dogovor se ni se uresničil v tem meri, ki bi se mogel, ne, pač ni se tukaj hitrejši smo mogli mi zapirati obveznosti, kukar so nam oni omogočili dela na železnici oziroma te razlike v ceni, s katera bi se lahko ta luknja za nazaj pokrivala. Kje je torej končal denar? Mislim, kam je denar šel, je treba vprašati pač vnaprej, ki so ga tam, ki je zginil. Ne, od sebe vem, kam je šel. Pač od nas je šel, da smo poplačevali te faktoringe, ki so jih že, to luknjo, ki so jo oni naredili. Kam je šel pa takrat denar, pa jaz... Odgovora na to vprašanje še ni. Slišati pa je tudi, da je morda končal pri politikih, pravi novinarka portala Info360 Brigitte Ferlič-Gajnar. Naj bi obstajale menda neke izjave, ko pravijo, da je ta denar lahko šel tudi do vseh strank pravzaprav. Ne samo do ene, ampak da je zadeva tudi, pač, da je denar otekal tudi v politične vode, da je morate tako reči.